Naj cilj obiskati vseh 212 občin Slovenije. In ta teden sva v občini Šmartno pri Litiji. To je najina pot, ki nam bo vzela približno 50 minut. Bi se tudi vi zaleteli v drevo, da bi našli svojo sorodno dušo? Ta cerkev je res nekaj posebnega. In še najina lestvica Top 10. Začenjava pri cerkvi svetega Antona Padovanskega. Tukaj je bila v 19. stoletju zasajena lipa, ki jo je posadil duhovnik. Z lipo je povezana zanimiva legenda. Dekleta, ki so želela dobiti moža, so se morale v lipo zaleteti tako močno, da so se zatresle krošnje. Na ta način naj bi posledično našle ženina. Tako da me zanima, bi se tudi vi zaleteli v drevo, da bi našli svojo sorodno dušo? Definitivno nam napiši v komentar. Posadili so tudi novo lipo, da tradicija živi naprej. Na tem mestu je najprej stala kapela, ki so leta 1671 povečali. Leta 1880 so cerkev s pomočjo domačinov in romarjev prenovili. Po potresu leta 1881 pa dodatno utrdili. Oltar in kipe so izdelali domači umetniki. Leta 2018 je bila cerkev ponovno prenovljena. Cerkev za nama se imenuje Cerkev svetega Martina in stoji na mestu starejše cerkve, ki je bila prvič omenjena leta 1345. Sedajno cerkev je v neogotskem slogu zasnoval arhitekt Adolf Wagner. Gradili pa so jo med letoma 1899 in 1901. Domačini so za izgradnjo izdelali več kot 1 milijon opek. Cerkev ima gotske in baročne oboke, 2 baročni kapeli ter freske, ki jih je med letoma 1911 in 1913 naslikal Anton Jebačin. Kamnosek Felix Toman pa je leta 1901 izdelal glavni oltar. Staro mestno jedro Šmartna je zraslo okoli cerkve na območju z dolgo rudarsko tradicijo. Svinec so tu kopali že v prazgodovini, rudnik Sitarjevec pa je deloval vse do leta 1945. Ta cerkev je res nekaj posebnega. Za nama je rojstna hiša dr. Slavka Gruma. Bil je slovenski pisatelj in dramatik, študiral medicino na Dunaju, kjer se je začel zanimati za psihologijo, kar je močno vplivalo na njegovo pisanje. Najbolj znan je po drami Dogodek v mestu Gogi, ki obravnava teme človeškega trpljenja in duševne bolezni. Delal je kot zdravnik v Zagorju ob Savi ter predaval o zdravju in psihoanalizi. Kasneje se je boril z odvisnostjo, ki je močno vplivala na njegovo zdravje in ustvarjanje. Umrl je star komaj 48 let, njegovo delo pa še danes ohranjajo ulice in nagrade poimenovane po njem. Hiša pa ima danes tudi spominsko ploščo. Grad Bogenšperk ima kvadratno zasnovo, 2 nadstropja in 4 obrambne stolpe. V 17. stoletju ga je kupil Janez Vajkard Valvazor, ga prenovil ter dodal delavnico in knjižnico. Prav tukaj je napisal svoje najpomembnejše delo, Slava vojvodine Kranjske. Še danes velja za eno najpomembnejših znanstvenih del o Kranjski, njegovi domovini, ki danes predstavlja del osrednje Slovenije. Valvazor je grad leta 1692 zaradi finančnih težav prodal, nato pa je grad večkrat zamenjal lastnike. Med drugo svetovno vojno je bila notranjost poškodovana. Leta 1972 so začeli večjo obnovo pod vodstvom umetnostnega zgodovinarja Milana Jelovška. Ob vhodu stoji tudi spomenik Valvazorju. Spodaj tudi trim steza in seveda smo morala še na eno kavico. Na hitro sva se ustavila še pri bunkerju iz 2. svetovne vojne. Razgled na Kamniško-Savinjske Alpe je res čudovit. Dobra strateška točka.
Prišla smo na naslednjo lokacijo in to je zeliščna pot, po kateri trenutno hodiva. Zdaj je zima in je vse pomrzeno, ampak si predstavljam, da je spomladi ali poleti tukaj res čudovito. Vse zeleno, polno življenja. Kljub mrazu pa smo se odločila, da greva vse naokrog. Saj so tukaj tudi energijske točke. Lastnik Janez nam je dal ogromno informacij. Res je bil prijazen in nam je pokazal tudi svojo trgovinco, o kateri bo povedala več malo kasneje. Povedal nam je tudi za ledvičko. Tukaj so majhni kamenčki in tabla, na kateri piše, da izbereš kamenček in hodi z njim po poti. Kamenček naj bi pomagal pri čiščenju negativne energije in bil dober za ledvice. Na koncu ga pustiš v potoku, da voda odplakne slabo energijo. Seveda sem ga vzela in šla na pot. Potem sem hodila po poti v obliki osmice. To naj bi pomagalo zbistriti misli. Na tablah lahko prebereš veliko o posameznih točkah in tukaj piše, da ko hodiš skozi osmico, se osredotočaš samo na svoje misli in občutiš mir, ko stopiš ven. Naredila so še nekaj osmic in nato nadaljevala do naslednje točke, kjer so našla tudi tablo za keltski horoskop. In če verjameš v horoskope, ti bo ta del še posebej všeč. Ko se je Lali poslovila od svojega kamenčka, sva se spustila do jezera. Lastnik je povedal, da se tukaj tudi kopajo. Poleg tega pa si lahko izposodiš sup ali raft. Na zgoraj delu poti pa se skriva največ energijskih točk. In seveda sem preizkusila vse. Moram reči, da je to res posebna izkušnja in sem zelo uživala. Ne želimo pa pokazati preveč, da lahko vse to doživite sami. Lokacija je res čudovita, še posebej, če te zanimajo duhovne stvari, naravno zdravljenje, zeliščni čaji in podobno. Zdaj pa še o trgovinci. Ponujajo čudovite čaje, olja, kreme, kapljice, zeliščne napitke in likerje. V videu se vidi veliko steklenic z likerjem. Janez nam je tudi podaril 2 steklenici skupaj s sivko. Vsaka steklenica je nekaj posebnega. Vsaka je cvetlica, ki izgleda res čudovito. To je popolno darilo za vsakogar, ki ima rad likerje ali zeliščne izdelke. Različni likerji in čaji imajo različne učinke. Tisti, ki ga držim jaz, pomaga pri slabosti ali bruhanju. Drugi pa je namenjen ženskam, od najstniških let pa vse do menopavze. Vsekakor priporočava, da si več o koristih prebereš na njihovi spletni strani ali pa jih obiščeš osebno. Mimogrede, Janez je bil v mladosti tudi prvak v dvigovanju uteži. Sam ne spomnim se točno, ali je bil prvak Slovenije ali ljubljanske regije, ampak vsekakor je bil prava žval. Prinsko je znano po ostankih velikega protiturškega tabora s 3 cerkvami. Cerkvijo Marijinega rojstva, svetega Nikolaja in svetega Petra. Predstavlja pomembno romarsko točko na Dolenjskem. S krajem pa je povezan tudi Jurij Humar, duhovnik, ki je tam služboval med letoma 1876 in 1890. Bil je znan po domnevnih čudežih in zdravljenju z magnetizmom, homeopatijo ter bioenergijo. Dnevno ga je obiskalo tudi do 200 ljudi in prejemal je pisma iz celega sveta. Pokopan je ob cerkvi Svete Neže, kjer mnogi verjamejo, da njegov grob še vedno oddaja zdravilno energijo. Ta lokacija res ponuja neverjetne razglede v vse smeri. Občina številka 11 od 212 končana. Na rajni lestvici pa jo dava gladko na prvo mesto. To pa je to za ta video. Všečkaj ga, naroči se na najin kanal, je popolnoma brezplačno, deli med svoje prijatelje in se vidimo v naslednjem videu. Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In danes smo v občini Sevnica. To je najina pot, ki nama bo vzela približno 50 minut. Ta teden obiskujeva rojstno občino Melanie Trump. Ponuja veliko različnih znamenitosti in kulturnih točk. In še trenutna lestvica Top 10.
Nahajava se na vrhu Lise, na višini 948 metrov. Lisa je čudovita točka v Sevnici z neokrnjeno naravo, prelepimi razgledi in hribovskim okoljem. Vsako leto tukaj poteka tudi tradicionalni kolesarski vzpon na vrh. Lisa je dom številnim živalskim in rastlinskim vrstam. Odlična je za opazovanje zvezd, astronomijo in radioamaterstvo. Ob jasnem vremenu se vidi Mariborsko pohorje, Triglav, Kamniško-Savinjske Alpe in celo Hrvaška. Z vrha pa lahko tudi vidiva najino naslednjo lokacijo, Dolinškov kozolec. Dolinškov kozolec v Šmarčni je bil zgrajen leta 1920. Pripadal je največji kmetiji tistega časa in so ga uporabljali za sušenje sena do leta 1988. Leta 2009 ga je obnovil Ciril Dolinšek in danes deluje kot muzej. Tukaj ponujajo ogled kozolca, obisk cerkve Marije Pomočnice, vaške igre, izdelavo ptičjih hišic in prikaz kavsanja na reki Savi. Kavsanje je tradicionalen način lovljenja plavajočih hlodov. Ljudje iz Šmarčne so znani kot kavsari, saj je bil tukaj največji prostor za lovljenje lesa ob celotni reki Savi. Zaradi velikega ovinka reke so tokovi naplavili les do obale, domačini pa so ga s posebnimi orodji, kot je kavs, lovili in pripravljali drva za zimo. Pa nadaljujeva z ogledom kozolca. Tukaj je razstavljenih okoli 750 predmetov iz obdobja med letoma 1850 in 1960. V pritličju so na primer mlatilnica, rezalnik slame, posode za gnojeko in drugo. V srednjem delu so vinogradniška in sadjarska orodja, oprema za živino, orodje za oranje in žetev, lupilniki koruze in tehtnice. Na podstrešju pa so delavnica lastnika, orodje potujočih čevljarjev, mesarska oprema, otroške igrače, šolski pripomočki, spalnica s starim pohištvom, kuhinja, prostor za šolo in še veliko več. Res zanimiv, ker lahko vidiš predmete, ki so jih uporabljali pred 150 ali celo 200 leti. Naslednja postaja je frizerski salon Krojc, prvi frizerski salon v Sevnici, odprt leta 1900. Sprva je bil namenjen samo moškim, leta 1937 pa je začel obratovati tudi za ženske. Poleg striženja, britja in barvanja pa so tu izdelovali tudi lasulje. Salon je deloval neprekinjeno do leta 2003, torej kar 103 leta. Nato se je upokojila Dragica, zadnja iz družine Krojc. V notranjosti je vse urejeno tako, kot je bilo nekoč, z izjemo res zanimivega interaktivnega zaslona, kjer lahko preizkusiš različne pričeske. Wow. Ena res zanimiva posebnost pa je tale stol, kjer si lahko preprosto obrnil sedež in dobil svežo čisto podlago. Leta 2013 je bil razglašen za lokalno kulturno dediščino. Ja nič, od zdaj naprej se bom pa jaz tle strigel. Grad Sevnica stoji na hribu nad starim mestnim jedrom in je prvič omenjen leta 1309. Skozi stoletje je preživel kmečke upore, turške upade in vojne. Danes je eden najbolje ohranjenih gradov na tem območju.
Obiskovalci se lahko ogledajo baročno dvorano, poslikave stropov, freske v stolpu, šolsko in gasilsko zbirko, galerije, grajsko kapelo in Lutrovsko klet. Ponujajo tudi vodene oglede, kjer lahko grad podrobno raziščete in odkrijete njegove manj znane skrivnosti. Naju je najbolj navdušila zgodba grofice Matilde Arko-Cinenberg, zadnje lastnice gradu. V Sevnico je prišla leta 1910, potem ko je bila zaradi prepovedanja ljubezni izključena iz visoke družbe. Njena zgodba je hkrati tragična in fascinantna, zato ji vsekakor prisluhnite sami. Še ena zanimivost obiska je trgovinica z lokalnimi izdelki, kjer lahko najdete vino First Lady, čokolade, spominke in še več. Sevniški grad pa ni edini kraj povezan z Melanijo Trump. Številni lokalni ponudniki ponujajo Melanijine torte, pite, Trump-burger in še marsikaj drugega. Ostanite z nama do konca, ker jih bova preizkusili. Pod gradom stoji Lutrovska klet, eden najbolje ohranjenih renesančnih spomenikov v Sloveniji. Domnevajo, da je tukaj Jurij Dalmatin širil Lutrove nauke. Od leta 2007 na jugozahodnem pobočju Sevniškega gradu uspeva vinograd s 500 trtami modre frankinje, ki so jih zasadili lokalni vinogradniki. To vino, skupaj z drugimi izbranimi vini modre frankinje in vini iz posavske regije, lahko poskusite v grajski vinoteki in v kleti modre frankinje, ki se nahaja tik nad vinogradom. Vendar to ni edini kraj z osupljivimi vinogradi. Resnično edinstvena lokacija je amfiteater Malkovec, znan po številnih vinogradih, ki v srcu pokrajine ustvarjajo naravni amfiteater. Kot vidite, sva zdaj na arheološkem najdišču Ajdovski Gradec in to je eno najpomembnejših ter najbolje raziskanih arheoloških najdišč v tem delu Evrope. Iz obdobja preseljevanja ljudstev, torej iz 5. do 6. stoletja našega štetja. Spada med največje zgodne krščanske razsebine v bližini Alp in je eno najpomembnejših poznoantičnih višinskih najdišč v Sloveniji. To naselje odraža dediščino rimske civilizacije na območju današnje Slovenije in dokazuje, da je bilo to območje poseljeno že od prvih stoletij našega štetja. Prve najbe segajo v leto 1811, ko so domačini med ruševinami odkrili rimski nagrobni kamen in krsto. Dodatna izkopavanja med letoma 1890 in 1895 so razkrila nove predmete. Večje raziskave pa so se začele leta 1970 pod vodstvom Petra Petruja. Med najdbami je tudi ta izjemen predmet, bronasta utež v obliki boginje Lune, izjemna najdba iz rimskega obdobja. Upodablja mlado dekle oblečeno v tuniko, okoli vratu pa nosi ogrlico z obeskom v obliki polmeseca. Utež sega v konec 1. stoletja in kaže vidne znake dolgotrajne uporabe. Odkrita je bila v drugi polovici 20. stoletja. Zgodovina tukaj je res fascinantna in sva zelo uživala. Ko so bila na gradu, sva si ogledala tudi 3D model, ki prikazuje, kako je naselbina nekoč izgledala. Na poti proti vrhu pa si lahko ogledate tudi film o tej lokaciji. Za konec sva obiskala cerkev Svetega Roka s čudovitim razgledom nad Sevnico. Zgrajena v 17. stoletju v spomin na Kugo. Sveti Rok je upodobljen kot dromar s palico, bučko za vodo, torbo in psom ter rano na nogi. Za konec pa seveda še hrana. Torta Melanija, Trumpov burger in pa Dončićeva pica. Burger je bil dober, ampak Dončićeva pica pa je bila res vrhunska. Poskusila sva tudi torto Melanija in pa Snickers torto.
Obe sta bili odlični. Melania je bolj sveža in manj sladka, Snickers pa je prava izbira za ljubitele sladkega. Občina 12 od 212 končana. Na lestvici pa zelo tesna odločitev, vendar Sevnica prehiti Šmartno in zasede prvo mesto. Hvala, da si vzel čas in pogledal ta video. Ne pozabi všečkati in se naročiti na najin kanal za še več takih vsebin. Vse dobro in se vidimo v naslednjem videu. Naj cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden so v občini Log-Dragomer. To je najina današnja pot, ki nam bo vzela približno 15 minut. In pa še trenutna lestvica top 10. In najna prva stojanka za danes je sendvičarna pri Arviju, kjer si bo prvošla nekaj za pojest. Ponujajo veliko različnih sendvičev in se je res težko odločiti samo za enega. Ampak jaz sem zbrala zajtrk sendvič matic patuninega. Med čakanjem na sendvič pa seveda še obvezna kavica in pa mini rogljiček. In sva že na naslednji lokaciji, Ferjanka. To je priljubljena izletniška točka nad Log-Dragomerjem. Do sem se lahko pripeljete z avtom, nato pa vodijo lahke poti do bližnjih vrhov. Na vrhu stoji lesena koča Brunarica Ferjanka, ki deluje kot samopostrežni bar. Vzameš, kar želiš in denar pustiš v škatli. Midva so si prvošla čaj. To pa še ni vse. Tukaj prirejajo tudi dogodke, kot so poletni večer z glasbo in komedijo, prav tako pa imajo super gugalnico. Ferjanka pa ni samo miren kotiček za sprostitev. Tu je tudi Pump/Dirt Park, ki ga upravlja lokalni kolesarski klub Dr. Mud. Eden od članov kluba nam je povedal, da gre za eno najboljših prog za kolesarjenje v okolici. Ta privablja obiskovalce iz vse Slovenije in celo iz Italije. Proge so zasnovane za hitrost in spretnost, zato je to pravi raj za ljubitelje adrenalina. Cerkev svetega Janeza Krstnika nad Logom pri Brezovici je bila zgrajena v 14. stoletju. Poškodovana je bila v potresu leta 1895 in nato obnovljena v začetku 20. stoletja. Prvotno je imela 2 oltarja, danes ima enega. Zvonik je visok 13 metrov in ima 3 zvonove. Športni center Log je do plezalnega centra Korenjak in zdaj ga gremo preveriti. To je vrhunska destinacija za ljubitelje balvanskega plezanja, saj ponujajo več kot 2000 oprinkov različnih oblik in barv, prav tako je pa primeren za vse stopnje znanja. Ustanovljen je bil iz strasti do plezanja in že od leta 1996 vzgaja mlade plezalce. A ste pripravljeni na plezanje? Gremo! Korenjak je edini klub, ki že zadnje desetletje redno organizira državno prvenstvo v balvanskem plezanju, na katerem nastopajo najboljši slovenski plezalci, med njimi tudi olimpijska prvakinja Janja Garnbret. Ta
plezalni center je res neverjeten. Imela sva se super. Zdaj pa nadaljujemo kar z naslednjo lokacijo. Cerkev svetega Lovrenca nad Dragomerjem naj bi bila najstarejša cerkev v župniji. Prvotno je bila posvečena svetemu Nikolaju, leta 1631 pa so jo preimenovali v svetega Lovrenca. Ima 33 metrov visok zvonik s 4 zvonovi. Leta 1977 so odkrili freske iz 13. do 15. stoletja, ki prikazujejo prizore Jezusovega življenja. V središču Dragomerja stoji spomenik, ki obeležuje noč iz 25. na 26. junij 1991. Takrat so bile aktivirane sile narodne zaščite in so pomembno prispevale k samosvojitvi Slovenije. Takrat je vojašnica Vrhnika pokrivala območje današnjih 3 občin: Vrhnika, Brezovica in Log Dragomer. Za zadnjo lokacijo so šla pogledat Titov mozaik. Mozaik je postavljen v čast nekdanjemu jugoslovanskemu voditelju Josipu Brozu Titu kot simbol bratstva in enotnosti. Nahaja se ob glavni cesti in vključuje napis, zastave ter rdečo zvezdo. Občina 13 od 212 končana. Log Dragomer bo uvrstila na 13. mesto na najini lestvici. To je to za ta video. Všečkaj in se naroči na najin kanal za še več takih vsebin. Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden sva v Braslovčah. To je najina pot, ki nam bo vzela približno 40 minut. In še trenutna lestvica top 10. Stojiva pred prvo lokacijo in to je Hauptova grobnica. Meni je zelo zanimiva, ker je v obliki piramide. Grobnica pripada majoru in vitezu Karlu Haupt Hohentrink, ki je leta 1869 kupil dvorec Štrosenek, imel ključno vlogo za začetki hmeljarstva v Savinjski dolini in pri uvedbi Savinjskega goldinga leta 1886. In sva že pri dvorcu Štrosenek. Prvotno je bila v 15. stoletju lovski dvor celjskih grofov, v 16. stoletju pa jo je prenovil štajerski deželni zdravnik Jakob Strausen in po njem je dobila ime. V poznem 19. stoletju je Karl Haupt, ki je pokopan v znameniti piramidi, razširil v rezidenco v angleškem grajskem slogu z arkadnim dvoriščem, obdanim s parkom. Graščina je kasneje začela propadati, vendar si občina Braslovče prizadeva za obnovo v turistične in protokolne namene. Avto parkiran, zdaj naj čaka pa približno 10 minut hoje do gradu Žovnek. Moja kraljica je v gradu. Grajska terasa, koliko dobro je. Lej, ko se jezero že tudi vidi. Grad Žovnek, eden najstarejših v Sloveniji, je bil dom žovneških gospodov, kasnejših celjskih grofov, ene najpomembnejših in najbogatejših plemiških rodbin v Srednji Evropi. Njihov simbol 3 zvezd je danes del slovenskega grba. Čeprav so se leta 1333 preselili v Celje, je Žovnek ostal pomemben. Zadnji lastnik Jožef Čohol von Rutel je leta 1816 zgradil novo graščino in grad prepustil propadanju.
Vzgled na Žovneško jezero naj jo res navdušil. Jezero je umetno, zgrajeno leta 1978 in se uporablja za namakanje, ribogojstvo, športne aktivnosti, opazovanje ptic ter je priljubljeno za kajak, jadranje in piknik. Ob nedeljah med 8 in 12 uro poteka obnova gradu. Med raziskovanjem pa so naletile še na tale zanimiv znak, kjer kaže, da je treba na ta kamen udariti 7-krat za zdravje, ljubezen in pa srečo. Nadaljujejo pri cerkvi Marijinega vnebovzetja, ki je bila nekoč ena največjih prafar na Štajerskem in je danes najstarejša ter najpomembnejša stavba v Braslovčah. Prvič omenjena leta 1255, ohranjeni deli pa segajo vsaj v 10. stoletje. V času turških vpadov v poznem 15. stoletju je bila utrjena z močnim obzidjem, 4 obrambnimi stolpmi in dvižnim mostom. Danes sta ohranjena en stolp in del obzidja. Leta 1428 je bila tukaj za kratek čas pokopana Veronika Desetniška, druga žena grofa Frederika II. Celjskega. Nekaj zanimivega o zgradbi za nama. Legenda pravi, da je bil dvorec Legant vojaška postojanka žovneških gospodov, njen lastnik pa je moral v času vojne varovati žovne. Naslednja postaja je Braslovško jezero, popolna destinacija za vse, ki imate radi naravo. Okrog jezera vodi približno 1,5 km dolga sprehajalna pot z več kotički za sedenje. Ob vhodni tabli pa si lahko naložite aplikacijo in spoznate zgodovino ter živalski svet jezera. Ampak če imate iPhona, vam žal ne bo delal. Preden nadaljujeva pa seveda še ena obvezna kavica. Obiskala sva tudi zasebno zbirko prve in druge svetovne vojne, ki je za javnost odprta od 2018. Lastnik Gregor je ljubiteljski zgodovinar in je zbral več kot 1000 predmetov. Meni je najbolj zanimiva nemška mitraljeza. Razstava je razdeljena na del o prvi in del o drugi svetovni vojni, ter prikazuje življenje vojakov na fronti in njihovo vsakdanje življenje. Med eksponanti so predmeti za osebno higieno, medicinski pripomočki, umetnine, dokumenti, pisma, razglednice, orožje, uniforme in celotna bojna oprema. Če želiš obiskati muzej, prej pokliči Gregorja. Za malico burek in mislim, da si ga tudi te dve raci želita. O ne, čez cesto gresta! Tata lokacija so ribniki Preserje. Tale je večji, poleg njega pa so še dva manjša. Okrog vodi pot za sprehode, možno pa je tudi posedeti in uživati v naravi. S tem so zaključila 14. občino od 212. Na najini lestvici jo uvrstiva na trenutno 6. mesto. Če vam je najina serija všeč, všečkajte ta video, naročite se na najin kanal, je popolnoma brezplačno in se vidimo v naslednji epizodi. Najcilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden sva v Medvodah.
najna pot, ki nam bo vzela približno 50 minut. O moj bog, koliko labodov! To je res neverjetno. In pa še trenutna lestvica top 10. Zbiljsko jezero je res čudovito. Mava sreča, da so tukaj že ob 9 zjutraj, zato ker ni gužve. Čez par ur bo pa itak polno ljudi, zato ti priporočava, da prideš čim prej. Lali se malo boji labodo, a ne Lali. Lalika si bo povzela še eno kavico za na pot. Fancy. Irish kafe. Ok. O moj bog, koliko labodov! Ob jezeru je tudi sprehajalna pot. Oh my god. In pa igrišče. Medtem ko uživamo v kavi, naj poveva še nekaj o zgodovini. Zbiljsko jezero je umetno jezero na reki Savi, nastalo leta 1953 ob izgradnji jezu za hidroelektrarno Medvode. Danes je priljubljena točka za družine, pare in vse, ki iščejo mir v naravi. Stari grad Smlednik je odličen primer srednjeveške utrdbe. Zgrajen je v romanskem slogu kot obrambni stolp z jarkom. Kasneje so ga razširili v gotskem in renesančnem obdobju, zlasti po potresu leta 1511. Do leta 1610 je postal pravi srednjeveški grad. Medlastniki so bili Urlih Smledniški, celjski grofje, Habsburžani in kasneje baroni Lacarini. Danes lahko obiskovalci uživajo v čudovitem razgledu na okolico. Pod gradom se nahaja Kalvarija, zgrajena leta 1772 v baročnem slogu. Sestavlja 14 kapelic križevega pota med starim gradom in kapelico krvavega znamenja na polju. Res mi je všeč, še nikoli nisem videla nič takšnega. Prav vsaka kapelica ima svojo poslikavo. Kalvarijo je dal zgraditi smledniški graščak baron Franc Smledniški. Da so dosegli popolno ravno linijo, je Franc zamenjal zemljišče s sosedom Jakobom Jerajem. Njun dogovor pa velja za eno prvih pisnih pogodb v slovenščini. Mokrišče Hraše pri vasi Hraše pod Smlednikom je naravno območje z dvema mlakama, ki skupaj merita približno 5 hektarjev. Voda je plitva, globoka do 2 metra. Tukaj gnezdijo in prezimijo številne ptice, med njimi čopasta črnica, mali ponirek, priba in labod. Območje je tudi pomembno za dvoživke, kot so zelena rega, sekulja in planinski pupek. Seveda pa so vstopila tudi v opazovalnico, kjer imaš slike, katere živali lahko opaziš. Poglejte to! Za nama je izvir Straža z naravno izvirsko vodo. To je eden edinih ohranjenih tovrstnih izvirov v Ljubljanski kotlini. Voda ima med 17 in 21 stopinj in pretok od 6 do 8 litrov na minuto.
Poleti je idealna za osvežitev, lahko pa se seveda samo usedeš na klop in uživaš v naravi. Tukaj sem bila tudi večkrat kot otrok. Obiskala sva tudi rojstno hišo Jakoba Aljaža, duhovnika, pisatelja in planinca, ki je kupil vrh Triglava. Rodil se je pa prav v tej sobi 6. julija 1845 v Zavrhu pod Šmarno goro. Imel je ključno vlogo v slovenskem planinstvu. Ob koncu 19. stoletja, ko je germanizacija dosegla celo najvišje vrhove slovenskih gora, so imeli Slovenci v svojem alpskem svetu zelo malo prisotnosti. Napisi so bili v nemščini, planinske koče so vodila nemška planinska društva, celo pogovori na poteh so potekali v nemščini. Odločen, da to spremeni, je Jakob Aljaž ukrepal. Tale soba v preteklosti ni izgledala tako, bila je za shranjevanje sena. Ne vem pa, če se vid, ampak tamle je Triglav. Jakob je imel lep pogled na Triglav svoje hiše. Leta 1895 je Jakob Aljaž kupil vrh Triglava in postavil Aljažev stolp. Prvi slovenski simbol na tem območju. S tem dejanjem je simbolično in dejansko vrnil gore Slovencem. Danes stolp velja za najbolj prepoznaven simbol slovenske identitete. Kasneje je zemljišče podaril Slovenskemu planinskemu društvu ter zgradil več planinskih koč, med drugimi na Kredarici in v Vrati. Poleg planinstva je imel rad tudi glasbo in je skladal domoljubne zborovske pesmi, kot sta Oj Triglav moj dom in Slovan na dan. Izvedela sva tudi, da je Jakob Aljaž kot otrok zelo rad plezal na tole drevo in opazoval hišo. Pred kosilom sva obiskala še sotočje rek Save in Sore. Za kosilo sva jedla pice v pizzeriji Hitri. Testo je narejeno iz lokalne bioperine moke, zato je lažje za prebavo in manj masno kot klasične pice. Oh yeah. Lali, jumping. Iskreno lahko rečeva, da je to ena najboljših pic, kar sva jih jedla. Res, 10 od 10. Amazing. Lali. Fire. Fire. Vedno, ko vidim tele posnetke od pice, postanem toliko lačna. Zadnja lokacija je galerija pod Kozolcem, kjer se razstave večkrat letno menjajo. Pozdrav, naj je spet prišel en kuža. Od tle se lahko posmeš tudi do cerkve Svete Marjete ali cerkve Svetega Jakoba, od koder je čudovit razgled. Olej, slika stare hiše Jakoba Aljaža. S tem sem zaključila 15. občino od 212. In na najni lestvici Davo Medvode na trenutno 3. mesto. Če uživaš v tej seriji, ne pozabi stisniti en všeček in se naročiti na najin kanal, ker je to popolnoma brezplačno. Se vidimo v naslednjem videu. Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden sva v Hrastniku. To je najina pot, ki nam bo vzela približno 30 minut. Ta občina je res polna zanimive zgodovine, od brodarjev do rudarjev in še veliko več. Ko mi čakava, da jo raziščeva. In še trenutna lestvica top 10. V spodnjem delu Hrastnika stoji majhna cerkev iz 16. stoletja. To je cerkev Svetega Miklavža. Prvotno je bila zgrajena v gotskem slogu, kasneje pa preurejena v baročnem. Sveti Miklavž je bil zavetnik splavarjev oziroma brodarjev. In tukaj še nekaj zanimivega, kar so izvedela o tej cerkvi. Lali spoznala domačina. Povedal ji je, da so brodarji vsakič, ko so se vrnili domov, prinesli kamen kot znak sreče in varne vrnitve. Iz teh kamenov so nato zgradili cerkev. Leta
Glejte, tamle zgoraj je cerkev, ki smo jo pokazala malo prej. Za mano pa je Rižnarjeva hiša. To je bila nekoč premožna podeželska hiša in gostilna ob vodi. Zgrajena leta 1790. Gre za enonastropno hišo s kletjo in alpskim tlorisom. Ohranja spomina broderje, ki so tukaj nekoč prenočevali. Danes pa si jo lahko ogledate le od zunaj. Najina naslednja lokacija je Vila de Sepi. Zgrajena je bila 1894 za barovnico Emo de Sepi, hčer lastnika takratne kemične tovarne. Uporabljala jo je kot poletno rezidenco 4 mesece na leto. Stavba pa res spominja na grad Miramare pri Trstu. Zasnoval jo je arhitekt Leonardo Fontenuti, gradnjo pa je nadzoroval Anton Milan. Po drugi svetovni vojni je bila nacionalizirana. Kasneje je v njej delovala uprava steklarne in služila je kot protokolni objekt. Danes je kulturna dediščina. Trenutno se nahajava pred Hrastniškim muzejem, ki je bil odprt leta 1973. Njegove razstave so razdeljene na tematske sklope, ki predstavljajo arheološke najdbe z območja Hrastnika in sledi lokalnega plemstva, industrijske velikane mesta, steklarno, kemično tovarno in premogovnik. Razvoj osnovnega šolstva v Zasavju, vpliv druge svetovne vojne na lokalno prebivalstvo, kmečke tradicije, čevljarstvo ter ustvarjalni svet lutk, lutkarjev in izdelave igrač. Wow, ta muzej je res neverjeten. Pokukate lahko celo v zakulisje in vidite, kako potekajo lutkovne predstave. Tukaj vam na primer pokažejo, kako predstava dejansko deluje. Zelo je zanimivo, ker uporabljajo strn način, kjer 2 osebi upravljata samo eno lutko. In še neki, vse lutke so ročno izdelane. Muzej je res lepo urejen in vreden obiska. Le prej pokličite. Hrastnik je dobro znan po rudarstvu, zato si jo pogledamo bolj podrobno. Ogled začnemo s tem čudovitim pogledom na stensko poslikavo. Ta predstavlja prijateljstvo in mir, ter postavlja ton našemu potovanju skozi zgodovino. Prve rudarske pravice so bile podeljene leta 1807. Industrija pa je hitro rasla, potem ko je leta 1845 rudnik prevzela Tržaška premogovniška družba. Razširili so rudnik in zgradili železnico. To je pritegnilo nove prebivalce, okrepilo delavsko kulturo in omogočilo razvoj drugih panog, zaradi česar je Hrastnik postal industrijsko središče Zasavja. Med raziskovanjem zgodovine je ena izmed zanimivosti strojnica za upravljalnim prostorom, kjer stoji ogromen električni motor za rudarsko dvigalo. Lahko celo preizkusite upravljanje in dobite občutek, kako je bilo biti upravljalec rudarskega dvigala. To je res zanimiva in interaktivna izkušnja. Zdaj pa si malo poglejmo še pomembno poglavje iz hrastniške preteklosti. 3. julija 1934 so rudarji začeli stavko v znak protesta proti slabim delovnim pogojem, nizkim plačam in omejenemu številu delovnih dni. Stavka je trajala do 5. julija in se je končala z obljubo o povišanju plače za 1 dinar ter 2 dodatnima delovnima dnevoma na mesec. Da bi bolje razumeli, kako so rudarji živeli, sva zdaj pred Mlakarjevem stanovanju, ki je bilo leta 1980 vključeno v muzej. Prikazuje težko življenje rudarjev v takratni koloniji. Obiskovalci lahko skozi različne zgodbe spoznajo vsakdanje življenje rudarjev. Kot sem že omenil, tole je kolonija, o kateri sem govoril. Hiša z rdečo streho pa je Mlakarjeva hiša. Stanovanje so prenovili, notranjost pa je urejena tako, kot je bila nekoč. 2 ohranjeni in opremljeni sobi še vedno vsebujete nekaj originalnih predmetov iz tistega časa. Spominska plošča iz leta 1980 označuje stanovanje kot nekdanje zbirališče komunistov med letoma 1932 in 1941. Rudarstvo je za mesto tako pomembno, da je z njim povezan tudi občinski praznik. Malo še posediva v centru Hrastnika, najdeva pa tudi mesomat in kupva nekaj za domov. Nato so se odpravile na Kal, ki leži na nadmorski višini 985 metrov. Razgled je res neverjeten in če ne bi toliko pihal, bi ostala dlje. Za kosilo smo šla v pizzerijo Rondok Moji žlahti.
Prostor je zelo prijeten, imajo tudi zunanje sedenje. Naročila so si rondo burger in kebab pico, za sledico pa krem šnito. Hrana je bila odlična, čebulni obročki vrhunski, burger zelo sočen, ravno prav pikanten in poln sira. Pica bogato obložena, sir odličen, vse se je popolnoma ujemal. In pa seveda še sladica, mehka, okusna in ravno prav sladka. Obrok na splošno 12 od 10. To je bila 16. od 212 občin in Hrastnik uvrstiva na odlično 3. mesto. Hvala, ker si vzel čas in pogledal najin video. Ne pozabi se naročiti na najin kanal, ker je to popolnoma brezplačno in vse dobro, pa se vidimo v naslednjem videu. Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden sva v Preddvoru. To je najina pot, ki nam bo vzela približno 15 minut. V središču Preddvora stoji ta čudovit grad Dvor. Poskusila bova tradicionalno preddvorsko jed. Razgled iz tukaj pa je naravnost osupljiv. In pa še trenutna lestvica top 10. Poglejte tole. Sva na razgledni točki na Možjanci in destinacija je res čudovita. Pod nama se razprostira cela dolina, razgled iz tukaj pa je naravnost osupljiv. Na voljo je tudi prostor za sedenje in miza, seveda pa tudi tabla, ki lahko vidite, katero goro gledate. Storžič, Grintavec in Krvavec, katerega lahko opazite tudi v najini 9. epizodi Cerklje na Gorenjskem. V središču Preddvora stoji ta čudovit grad Dvor. Zgrajen je bil v 12. stoletju in je eden najstarejših srednjeveških gradov v Sloveniji. Na vhodu naj je pozdravila lastnica Tanja, ki nama je podrobno razkazala vse o gradu. Pa začnimo ogled. Najprej obiščemo sobo, ki lahko pri grofici kupite sladkarije. Preprosto izročite denar in ona vam da sladkarijo. To je res edinstvena izkušnja. In najboljši del, grad je poln skritih zakladov, kateri se lahko dejansko dotaknete. Nič ni za steklom, ampak lahko zgodovino res začutite s svojimi prsti. I can touch the money. Money. Vsaka soba je polna presenečenj. In pa ena stvar, ki nama je res pritegnila pozornost, je tale starošolski YouTube. Če mislite, da ni nikamor za iti, pomislite znova. Grad je poln skritih vrat. Kakšen čudovit začetek ogleda. Če ste si kdaj želeli postati princesa, je ta grad prava izbira. Tukaj si lahko namreč izposodite grajska oblačila, se vanje preoblečete in tako doživite pravo grajsko izkušnjo. Popolnoma se vživite v vlogo in začutite tisti pravi grajski utrip. Grad ima več kot 1 milijon predmetov, resnično 1 milijon. Vsaka soba vas popelje v drug čas. Od beneškega pohištva in zlatih poudarkov do kristalnih lestencev. Res se počutiš kot del kraljeve družine. Morda se zdi, da je vse to namenjeno damam, a brez skrbi. Imajo tudi nekaj za moške. Še nekaj, kar ne smete spregledati, je tale kapela. Od teh čudovitih lesenih detajlov pa vse do glavnega oltarja. Posebno simboliko pa nosijo freske na stropu. Zato si obvezno vzemite trenutek, da odkrijete, kaj vse skrivajo. To je grof Matic. In to je grofica Laura. Grad je čist poln grofic, vsaka pa ima svojo kraljevsko sobo. Celoten grad je res poln zgodovine, hkrati pa ponuja zabavne in edinstvene izkušnje. Tukaj se lahko oblečete v grofico in priredite dekliščino. Elegantna dekliščina v pravem grajskem slogu. Obleke so naravnost čudovite. Poglejte tole. Evo, in pa še moška soba. Klec, kjer se skriješ pred ženo. Prava moška jama s šahom, lovskimi spominki, mizo in drugimi rekviziti. Pot naj upelje do osupljivega razgleda na notranje dvorišče. Obstaja tudi vinska klet z več kot 7000 steklenicami vina iz različnih regij. Poleg tega imajo zbirko penin in nekaj zanimivih vinskih steklenic, med njimi tudi s horoskopom.
Grad ima tudi taktilno pot za slabovidne in slepe, da lahko tudi oni uživajo v obisku. 13. decembra na praznik Svete Lucije poteka prav poseben dogodek, kjer lahko doživite grad tako, kot slabovidne osebe doživljajo vsak dan. Ta lokacija je preprosto osupljiva. Kavarniški del je starinski, a eleganten. Sladice in kava pa so odlične, res vse kot iz pravljice. Grad je bil skoraj v ruševinah, a zahvaljujoč Tanji in njenemu partnerju so ga začeli obnavljati leta 2021. Kar so dosegli v 3 letih, je res neverjetno. Čas za kosilo. Poskusila bova posmodulo, tradicionalno predvorsko jed. Ime izhaja iz časa, ko otroci niso mogli počakati na peko kruha. Zato so mame vzele kos testa, ga sploščile, dodale nadev in spekle. Ker je restauracija tematsko povezana z morjem, so poskusila tudi morsko hrano. Pico Gorski privez, ki je tudi ime gostilne. Komaj čakava, da poskusva. Ok, let's try posmodula. Hvala, super. Ja. Super je. Ale je bolj taka kmečka, ale? Ja. Se smo stojali. Pa nekaj dela, da potimo. Bo še vodila, greš do jezera, pa do Štorka, do Potitko. Ja, tako da smo. Wow, ja. Da se zgona, ne? Ja, da je krvili naprej. Ja, vse za to, ja. Jed je bila odlična, popolna za ljubitelja ocvirkov. Morska pica pa je sveža, okusna in dobro uravnotežena. Osebje je prijazno, izkušnja pa je edinstvena. 12 od 10. Usedla so se na klop ob jezeru Črnava, popolno za sprostitev, sprehode ali družinske aktivnosti. Pot je dobro vzdrževana in je ful lep razgled na gor. Tudi ustavi se lahko na kavici. In predzadnji postanek je grad Turen. Grad je bil zgrajen v 15. stoletju. Ena pomembnejših lastnic je bila Josipina Urbančič Turnograjska, o njej malo kasneje. Leta 1909 je grad kupil baron Oton de Tela, vendar je bil grad po drugi svetovni vojni nacionaliziran, njega pa so izgnali. Leta 1975 je bil grad obnovljen, leta 1996 pa je postal dom za starejše občane Preddvora. Ob gradu stoji kapela iz 18. stoletja ter prijeten park. Spoznajte Josipino Urbančič Turnograjsko, prvo slovensko pesnico, pisateljico in skladateljico. Rojena leta 1833 na gradu Turen. Kljub temu, da ni imela formalne izobrazbe, je bila za žensko tistega časa zelo izobražena. Leta 1850 se je zaročila s pesnikom in politikom Lovrom Tomanom, s katerim se je med njegovim študijem v Gradcu izmenjala več kot 1000 pisem. Josipina Turnograjska je ustvarjala v času, ko je bilo pisanje v slovenščini izjema in nepravilo, še posebej za žensko v svetu, kjer so prevladovali moški. Ponosno je spremljala svoje slovanske korenine in pisala izključno v slovenščini. Kljub zgodnjim kritikam je napisala 38 zgodb, v katerih se je osredotočala na zgodovino, politiko in močne ženske like. Napisala je tudi 3 pesmi. Najbolj znana med njimi je zapisana na njenem spomeniku Za menoj. Zmeraj krasna je narava in ta je bila napisana leta 1852. In ja, Zmeraj krasna je narava je kot nalašč za to občino. Za konec pa sva raziskovala skrivnosti preddvorskih štorkelj. Šla so skozi čaroben gozd, poln skrivnosti in pravljičnega vzdušja. Imajo tudi aplikacijo, ampak če imaš iPhona, ti ne bo delal. Na srečo je dovolj, da sledite poti in brez težav najdete pravo smer. Gremo! In evo, sva na pravem mestu. Tekmovala bova. Ok, 3, 4, zdaj. Imela si 16,5. Sem pa jaz na vrsti. 3, 2, 1. Bravo, imel si okrog 14 sekund. Sam sem skoraj padel, zato ker nimala športne obutve. Bova dovolila, da naj to ustavi. Ta sprehajalna pot je polna zabavnih aktivnosti. Na vsaki tabli piše, kaj morava narediti. Najti morava nekaj zelo mehkega, nekaj zelenega in nekaj rjavga. Poglejte. Lej, kaj je že zmagal.
Ko smo mu izpraznili nahrbtnik, je bila na vrsti najina naloga. Nekaj zelenega, rjavega in mejhenga. Ko upraviš nalogo, jo preprosto označiš. Še en postanek pred zadnjim. Zdaj se obnašava kot mravlji in se pogovarjava med seboj. Hello, Tico. No, deva, označimo še to nalogo. Tukaj pa še en majhen pogled v zadnji postanek. Končno so našla štorklje. Res zabavna in interaktivna izkušnja. Vsem lokacija dava oceno 10 od 10. Občina 17 od 212 končana. Na najini lestvici Preddvor skoči na prvo mesto. Če ti je serija všečkaj ta video, naroči se na najin kanal, je popolnoma brezplačno, deli med svoje prijatelje in družino in se vidimo v naslednji epizodi. Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden obiskujeva občino Lenart. To je najina pot, ki nam bo vzela približno 15 minut. Pa pejmo gor. Glejte ta set. In še najina lestvica top 10. Grad Hrastovec je eden največjih in najbolj ohranjenih gradov v Sloveniji. Današnja podoba gradu izvira iz sredine 15. stoletja, ko je posest prevzela družina Herberstein. Obstaja tudi zanimiva in tragična legenda o grofu Frederiku, ki je grad imel v lasti v 16. stoletju, a o tem malo kasneje. Gantek gospod Hod, Lali in Tico. Še kratek sprehod in znajdeva se v mirnem kotičku narave. Skor sva že tam, poglejva. Evo, in sva pri Komarekovem jezeru. Jezero je globoko le 1,2 metra, zato je precej plitvo. Kljub temu pa vseeno predstavlja pomemben življenjski prostor za številne živali. Z opazovalnice ptic pa jih lahko tiho opazuješ v njihovem naravnem okolju. Tako kot v Hraščah v občini Medvode, tudi tukaj najdemo malega ponirka, čopaste črnice, labode in še mnogo drugih vrst. No pa dajmo, poglejva, a jih bova videla. Žal ptic ne vidva od blizu, le nekaj daleč v naravi. Daljnogled nama bi res prišel prav. Ej, Tico, kaj pa ti vidiš čez okno? Grad Hrastovec, kjer hud razgled. In sva v centru Lenarta. Tu so očarljive hiše iz 19. stoletja ter cerkev svetega Lenarta, po kateri je kraj dobil ime. Prvič je omenjena leta 1196. Stoji na najvišji točki mesta in je imela obrambno vlogo pred turškimi vpadi. Včasih je bila obdana z obzidjem, ki je služilo za ščit. Naslednja lokacija so učni vrtovi ob cerkvi svetega Ruperta. Namenjeni so učenju, sprostitvi, druženju in ponovnem stiku z naravo. V škatlici pa najdeva napotke za ogled. Tu so učni vrt, beli vrt in močvirski vrt, kateri so povezani s prehajalno potjo. Najprej so obiskala beli vrt, ki je res popolna točka za kratek postanek v naravi. Zdaj smo pa v učnem vrtu, kjer je res ogromno zelišč. Če ti zelišča res zanimajo, lahko pokličeš strokovnjaka, da ti podrobneje predstavi. Neki rastlin so prepoznala, ampak so ful slabo v tem. Lali skušal jeti čmrla na cvetu, pa ji ga ne uspe. Vseeno ujameva čudovita cvetoča drevesa in čebelce. Res lep kotiček. A počakaj, najine pustolovščine še ni konec. Je še kar nekaj za videti. Prišla so do naslednje lokacije, Majstrovega stolpa. Čaka naju neki stopnic. O Jezus. Lali je imala strah višine, a razgled je res neverjeten. Vidiva jezero Redehova in širšo okolico.
Oh my god, guys, look at this. Oh my god, and look at the view. Amazing. Tudi z daljnogledom lahko poiščeva cerkev svetega Lenarta. Lej, Lenart, koliko hudo. Damn, nice. Cool. Nasproti Maestrovega stolpa stoji podeželska vila, zgrajena leta 1923, poimenovana po svojem nekdanjem lastniku Franu Štupici. Vila je pomembna, ker jo je obiskoval general Rudolf Maister, slovenski general, pesnik in ključna osebnost pri obrambi severne slovenske meje. To je le kratek pogled v njegovo preteklost. Več bomo odkrili, ko obiščemo njegovo domačo občino. Tukaj po upokojitvi preživlja čas. Razstava Majster po majstru pa oživlja njegovo zgodbo in zapuščino. Digitalni muzej pokriva zgodovino Slovenskih goric od leta 1848 do 1991 s poudarkom na generalu Maestru in bojih za mejo. Muzej je zelo interaktiven in to še ni vse. Tukaj lahko vidimo današnjo Slovenijo. Trenutno se nahajava približno tle, blizu Maribora. Prikazano je tudi ozemlje Habsburškega imperija od 1848 do 1918. Po ogledu muzeja so se kot prava obiskovalca vpisala še v knjigo gostov. Zdaj pa k tisti legendi o Frederiku, lastniku gradu. Čas je, da odkrijemo, kaj se je zares zgodilo. Zdaj pa največji vzpon dneva. Najkrajši do zdaj. Juhu! Prispela sva do Črnega križa. Grof Frederik se je zaljubil v Agato, a njegova mati njune ljubezni ni odobravala. Medtem ko bil Frederik v vojni, je Agato obdolžila čarovništva in jo dala usmrtiti prav na tem mestu. Ko se je vrnil, je v njen spomin postavil križ kot simbol tragične ljubezni. Celotna občina je res močno povezana z Agato, zato smo obiskali še pizzerijo Agata. Osebje naj jo prijazno sprejelo, pice pa so pripravili kar pred najnimi očmi. Ambient je sodoben, z lepim razgledom na jezero Radehova. In kot se spodobi, so zato izbrali pico Radehova in pa Agatin burger za velike fante. Glejte ta sir. Great choice, great choice. Hrana je bila odlična, pica je sveža, malo pikantna in pa zelo nafilana. Burger z dvema polpetoma pa res nasiti. Sir je bil pa lepo zapečen in hrustljav. Osebje je bilo izjemno prijazno. A ja, pa da ne pozaba, čestitke za 30 let delovanja. Dobila so celo majico in pa kozarček za šote. Vse je bilo vrhunsko. Wow. What do you think, guys? It's the perfect size for me. Občina 18 od 212 končano. Na najni lestvici uvrstiva Lenart na 5. mesto. Hvala za ogled. Všečkaj ta video, naroči se na najin kanal, deli s prijatelji in družino in se vidimo v naslednjem videu. Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden smo v Rečici ob Savinji. To je najina pot, ki nam bo vzela približno 25 minut. Ta kemp naj bi bil 4. najboljši kemp v Evropi. Še eno srečanje z naključnim kužkom. In gremo, akcija! Perfekto. In pa trenutna lestvica top 10. Evo, pa pojmo en krog okrog dvorca. In kot lahko vidite, je dvorc res lepo ohranjen in vzdrževan. In pa tale razgled je tudi zelo lep. Prav tako pa ima dvorec tudi zelo zanimivo zgodovino.
V srednjem veku so plemiške družine lahko pridobile in ohranile posest s poroko, vojno ali pa nakupom. Ko pa so sem prišli bavarski bratje, so uporabili silo. Potomci 7 bavarskih bratov so od takrat živeli v dvorcu Lešje. Zgodovina je zelo zanimiva, vendar to še ni vse, kar ponujajo tu. Tle je tudi popolno mesto za ljubitelje adrenalina. Imajo paintball in airsoft poligon. Vi samo pridete, oni pa poskrbijo za opremo in navodila. In gremo, akcija! Medtem ko se prebijem čez paintball poligon, adrenalin res začne delati. Veliko je odličnih mest za skrivanje in akcija je za vsakim vogalom. Imajo tudi close combat območje in paintball poligon, celoten gost pa je namenjen airsoft. In seveda sem mogla tudi jaz poskusiti. Jaz in Matic sva se res zabavala tukaj. Seveda pa ne gre brez ene kavice na njihovem piknik prostoru. In evo naju sva na naslednji postaji in to je reka Savinja. Dolga je 102 km in izvira v Kaniško-Savinjskih Alpah. Danes pa je priljubljena za vodne aktivnosti in na koncu bo obiskala tudi kraj, kjer jih lahko preizkusite. Sediva pod lipo, ki naj bi bila tudi na grbu občine. Rečica je bila prvič omenjena v 12. stoletju. Leta 1585 je dobila svoje sodišče, ki je delovalo v slovenskem jeziku. Tukaj stoji tudi redek ohranjen pranger, steber sramote, kjer so kaznovali tatove in ljudi, ki so kršili družbene norme. Ljudje so jih pogosto zasmehovali, predvsem ob nedeljah in praznikih. Gremo še malo naokrog. Sva pri Tavčarjevem dvorcu. Pripadal je ljubljanskemu škofu Janezu Tavčarju. Zgrajen je bil v 16. stoletju v renesančnem slogu in je bil v lasti družine Tavčar do leta 1885. Ohranjenih je nekaj originalnih elementov, kot so kamniti portali in dvojno okno. Leta 1987 je bil razrešen za kulturni spomenik. In sva nazaj v centru. Tukaj stoji ta velika Bohačeva lipa, ki je bila nekoč zbirališče domačinov, danes pa gosti glavni dogodek, večer pod Trško lipo. Sedaj pa do ene super razgledne točke. Tukaj je ta razgled na Savinjsko dolino. Spodaj je rečica ob Savinji, nad nami še ena paintball lokacija Borseka in na desno v daljavi tudi dvorec iz začetka videa. Amazing view, definitely you need to check this out. So, yeah, let's put some drone shots. Še eno srečanje z naključnim kužkom, to je hribovski izvidnik. Ta kemp naj bi bil 4. najboljši v Evropi. Dajmo ga malo raziskati. Bolj ko ga raziskujeva, bolj nama je všeč. Narava, sproščeno vzdušje, celotna energija. Res ni čudno, da ga je britanski Guardian uvrstil na 4. mesto. Ponujajo vse, šotore, avtodome, mobilne hiške in pa glamping kabine. Povsod se nekaj dogaja. Odbojka, kopanje, fun park in pa zipline, katerega bova tudi preizkusila. To pa še ni vse. Če želite mirno vodo, je tukaj jezero. Če pa ne, je pa reka Savinja tik zraven. Tukaj je plaža in poglejte, kako čista je voda. Oh, so nice. In kot sem že prej rekel, tukaj lahko res počneš ogromno aktivnosti. Lahko greš tudi na rafting, kajak ali supanje. No pa pejmo, gremo v fun park in pa zipline. Po kratkem uvodu in varnostnih navodilih sva pripravljena.
To, Lali. You got this, Lali. Whoa, woohoo! What you think? Oh, it's okay. Okay, this one is the hardest one yet, even for me. The first one, for Ali, the first one, but for me, this one. So, yeah. O zadnji oviri v Fun Parku sledi finale. Zipline. Let's go! Woohoo! So guys, look at the view. Look at this view. Let's go! Park je večji, kot izgleda in res vreden obiska. Po vseh teh dogodivščinah sva res že pošteno lačna, zato greva jesti v njihovo restauracijo. Odlično vzdušje, prijazno osebje in pa široka izbira jedi. Priporočila so nama tradicionalno slovensko jed in pa jed žara, tako da deva poskusiti oboje. Obe jedi sta bile odlične. Čevapčiči so bili zelo okusni in porcija velika. Žlikrofi, polnjeni s prekajenim mesom, so bili polni okusa. Če bi morali opisati z eno besedo, perfekto. Občina 19 od 212 končana. Na najni lestvici jo uvrstiva na 9. mesto. To je to za ta video. Hvala za ogled. Všečkajte video, naročite se na najin kanal, je popolnoma brezplačno, delite s prijatelji in družino in se vidimo v naslednjem videu. Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In tokrat so v Mengšu. To je najina pot, ki nam bo vzela približno 30 minut. Nekaj se prav nastavlja, no? Nekaj se prav nastavlja. To zdaj postaja že trening video. Mal hoje v breg, Lali ni glih navdušena. To je najem prvi obisk notranjosti katerekoli cerkve v občinah in za prvič je res čudovita. In še trenutna lestvica top 10. Kam greva, Lali? Hodiva proti pravličnemu boku. O, poglej to! To moram slikati. In ja, prvi drevored v občini. Zdaj pa seveda čas za malo zgodovine. Grad stoji na robu Mengeške ravnine. Prvič je omenjen leta 1286 in ohranja renesančni značaj s srednjeveškimi temelji. Pozidali so ga grofje Lamberg okoli leta 1530. Sam še na hitro grem pogledat do tega razgledanega stolpa. Ne vidi se veliko, tudi vreme ni dobro. Tam zadnji nekje so Kamniško-Savinjske Alpe. Nič, grem nazaj k Lali. Leta 2004 so blizu gradu našli bronasti meč, enega najstarejših te vrste v vzhodnih Alpah. Nice location for relaxation. This is gonna be our first merch, probably. Druga lokacija, jezero Pristava. Zelo je lepo. Jezero je nastalo na območju nekdanje opekarne. Znano je po raznolikih in redkih rastlinskih ter živalskih vrstah. Tukaj tudi poteka slikovita pot v južnem delu Gobavice proti jezeru Pristava in Rašici. Cerkev za menoj je cerkev svetega Mihaela, najstarejši spomenik Mengša. Ima goski prezbiterij in freske iz 15. stoletja, zgrajena pa je bila v 13. stoletju.
To pa še ni vse. Cerkev ima tudi redek samostojni zvonik iz 16. stoletja ter več pomembnih elementov, kot so oltar iz leta 1740 in Plečnikov krsilnik iz leta 1950. Wow, ta cerkev je res posebna. To je najem prvi obisk notranjosti katerekoli cerkve v občinah in za prvič je res čudovita. Strop, detajli, čisto vse. Pa so našla še kip Franca Jelovška, znanega slovenskega baročnega slikarja. Ta je poslikal številne cerkve s freskami in se rodil prav tu v Mengšu. Ja, mal hoje v breg. Lali ni glih navdušena. Finally, look at Lali. Hikemeister. Zdaj, ko smo prišla do Sape, je čas malo za zgodovino. Stari grad Mengeš je prvič omenjen leta 1154. Danes se vidi le del ruševin. Moram reči, da si Lali zaradi pohoda zasluži eno kavico. Konča čas za zaslužen odmor ob kavi. Ta kraj je res popoln, obdan je z naravo in z lepim razgledom na zvonik pri cerkvi svetega Mihaela. Malo so se sprostila, zdaj greva pa raziskovati park. Lep park, odlična lokacija za kavo. Evo, dala grem pa Lauri pokazati, kje jaz včasih treniram. Še en drevored in to ni zadnji, ostani do konca. Ali telovat, to zdaj postaja že trening video. Zdaj pa greva do Mengeške koče. Na poti do tja pa vas čaka še ta pravlična dežela. Je zelo luštna in ima lesene kipe. Cute, they're so cute. Mengeška koča pa ima tudi te luštne živalce, ki so zelo prijazne. Sem lahko prideš peš ali pa z avtom. Beki. Kaj se prav nastavlja, no? Kaj se prav nastavlja, no, le, no. Po božanju kos sva šla pozdraviti še konje. Rolex. Ajša, Lucy. Mengeška koča na Gobovici stoji na gozantem hribu nad Mengšom na nadmorski višini 433 metrov. Kot so že omenila sredi videa, je tukaj veliko drevoredov. To je drevored Lipce. Poglej ta velika drevesa. Vidva tudi, da sadijo nova drevesa, da ga ohranjajo. Na koncu drevoreda je meja z občino Domžale. Zato so praktično na zadnjih metrih Mengša. Občina 20 od 212 končana. In občino Mengeš uvrstiva na 18. mesto. To je to za ta video. Hvala za ogled. Všečkaj in se naroči na najin kanal, ker je to popolnoma brezplačno. Se vidimo v naslednji epizodi. Čau!